Minuli teden je na zagrebškem sejmišču potekal salon avtomobilov. Bienalni sejem, ki se vsako drugo pomlad odvije na zagrebškem velesejmu, izmenjuje pa se z beograjskim avtosalonom. Na njem so nastopile vse blagovne znamke. Mi smo članica OIKE, to je međunarodna organizacija, odnosno udruženje proizvođača automobila, i na sastancima odbora za sajmove, čiji smo mi član, dogovara se kalendar unaprijed. Mi smo već recimo dogovorili kalendar za 2020. Jedino je Ženeva ta koja se održava svake godine, a oni gledaju zapravo da regionalno se bijenalno izmenjuju sajmovi. Znači jedne godine je Zagreb, druge godine je Beograd za ovu ovdje regiju. Da salon spada v koledar Mednarodne zveze OICA v praksi pomeni, da avtomobilski proizvajalci ta salon upoštevajo v svojih marketinških načrtih in imajo za nastop na teh sejmih tudi posebej rezerviran marketinški denar. Avtomobilskim uvoznikom na Hrvaškem to konkretno koristi tako, da jih nastop na zagrebškem avtosalonu seveda stane relativno malo. Obiskovalci pa to občutijo tako, da lahko na tem sejmu vidijo poleg vseh avtov v prodaji tudi najbolj sveže premiere. Komaj teden dni po premieri v Šanghaju smo tako v Zagrebu že lahko videli novo generacijo prestižnega Volkswagena Touarega. In komaj mesec dni po ženevski premieri smo že videli tudi atraktivnega Peugeota 508, tistega, ki ni več limuzina, ampak kupe. Zagrebški avtosalon je pokazal tudi novega 4. Mercedesa razreda A, tistega, o katerem bomo govorili v prihodnji oddaji. Ko to gledate, ga namreč ravno testiramo na hrvaških otokih. Omeniti moramo tudi novega Berlinga, pa tudi Škodino konceptno napoved prihajajočega malega SUV-ja, ter vročega Nissana Leafa z eno samo stopalko za pospeševanje in zaviranje. Ljubljanskog sajma nije dugo bilo. Drago nam je da su prošle godine, čini mi se, uspjeli nešto izorganizirati, koliko čujemo od naših izlagača da je bilo lijepo. Moram priznati da smo nekako uhvatili mi ritam i više gledamo možda na Beograd upravo zbog te OIKE. I nekako Ljubljana ni prijašnjih godina kad se održavala nije u tom smislu bila konkurent niti Zagrebu niti Beogradu. A sad vidjet ćemo kako će se oni dalje razvijati, jer nadam se da ćemo se ipak dogovoriti. Kaj se lahko Slovenci naučimo od Hrvatov? No, osebni vtis nam pravi, da konstantnost salona na nek način kaže koristi tudi v izkušenosti razstavljavcev. Namreč hrvaški uvozniki vsaj na pogled dokaj natančno vedo, koliko denarja je smiselno vložiti v salonsko promocijo, torej kako bogato naj bo videti razstavni prostor na salonu, da lahko salon prinese prodajne koristi, hkrati pa ne pretirano zareže v proračun uvoznikov. V Zagrebu je bilo zato za odtenek manj imenitno kot recimo na ljubljanskem gospodarskem razstavišču. Na marsikaterem razstavnem prostoru je les pod nogami škripal, na enem je celo s stropa padla neonska žarnica in ja, čutilo se je, da je salon močno lokalni, namenjen neki drugi ciljni skupini. Dacia je imela recimo bolj pompozen prostor kot Renault. Ljubljanski salon je po drugi strani bolj izrazito kazal bogatijo. Naši prodajalci so kar tekmovali med seboj, kdo bo v razstavni prostor vložil več denarja in seveda je logična posledica, da zdaj tarnajo, kako velik denarni zalogaj je nastop na avtosalonu. Trdimo, da je zagrebški avtosalon resnično dober kompromis med bliščem, ki priteče prireditvi kot je salon avtomobilov, in pa med realnimi zmožnostmi neke regije. In ta dober kompromis na nek način tudi zapira usta tistim, ki so zagovarjali, da bi morali biti tako kot na Dunaju tudi razstavni prostori na ljubljanskem salonu uniformirani. Menimo namreč, da se je v Zagrebu na vsakem razstavnem prostoru dobro čutil pedigre posameznih znamk, a na dokaj preprost način. Ne moremo pa se upreti, da ne bi zagrebškemu velesejmu namenili tudi nekaj kritike. Pogrešali smo recimo nekaj več dogajanja, zabavnega in tistega z bolj izobraževalno noto. Predvsem pa nas je motilo, da je bilo vse skupaj preveč hrupno. Praktično vsak razstavni salon je imel svojega DJ-ja, ki je svojo glasno glasbo hotel prevzeti vso pozornost. Rezultat je bil, da so vsi skupaj ropotali en čez drugega. Ženeva, Pariz, Frankfurt in Ljubljana, v zvočnem pogledu še noben od teh avtosalonov ni bil tako naporen kot zagrebški.
Reportažo zagrebškega salona pa zaključimo z avtomobilom, ki je še posebej zanimal obiskovalca na invalidskem vozičku. Avto smo namreč pobliže spoznali in vozili že tudi v Sloveniji. Pa se preselimo na Vransko.